Drage sestre, dragi bratje, drage Slovenke, Slovenci, državljani te naše čudovite domovine, v kateri pravijo je Bog po Cankarju raztrosil vse prgišče lepote, ki so mu ostala prav za nas, za naše prednike in za naše zanamce. In ob 30-letnici naše samostojnosti, suverenosti in demokracije se Bogu zahvalimo za vse milosti, ki jih prejemamo kot državljani in kot verniki. Pozdravljam seveda tudi vse veterane vojne za Slovenijo, vse iz policije, iz Slovenske vojske, vse domočine, člane Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, veteranskih združenj, predsednika Državnega sveta, domačo, krajevno oblast, poslance in poslanke Državnega zbora in vse, ki ste se tukaj izbrali z dobro voljo. Z dobro voljo je treba gledati na stvari. Takole ob 30-letnici naše države velikokrat slišimo mnogo pesimističnega, ne samo optimističnega. Češ, to, kar smo sanjali in za kar smo se borili leta 90-91, se ni uresničilo. Res je, ni se uresničilo vse, toda uresničilo se je ogromno. Ogromno in to moramo videti. To dobro, ki ga imamo, demokracijo, samostojno državo, napredek, ki smo ga vmes dosegli, na gospodarskem, na družbenem, na duhovnem, na intelektualnem področju. In če tega ne vidimo, pomeni, da je v našem življenju nekaj narobe. Da smo še vedno na poziciji, ko ne znamo videti dobrega in ne znamo v svojem življenju za razvoj družbe, ki jo kritiziramo, prispevati nič dobrega. V Svetem pismu je zelo zanimiv stavek. Veselite se z veselimi in jokajte z jokajočimi. To vsi razumemo. Da ko je nekdo vesel, da mu privoščiš, ker je vesel, morda se mu je rodil otrok, morda je našel dobro punco, morda je dobil dobro službo in mu privoščiš in tega se veseliš. Tudi drugi stavek razumemo, jokajte z jokajočimi, da z nekom, ki trpi, ki je bolan, ki ga je zadelo hudo, da ima sočutje in da si mu blizu, da ga vsaj poslušaš. Ampak nikjer pa ne piše tistega, kar pa smo si Slovenci, tudi katoličani, vzeli za narodni hobi. Jambrajte z jambrajočimi. To pa je najbolj slovensko in ko greš med Slovence, je to najbolj prepoznavna značilnost slovenskega naroda. Če je bila najbolj prepoznavna značilnost slovenskega naroda še pred dobrimi 100 leti pravičnost oziroma poštenost. Spomnite se, kaj je zapisal Šarl Nodije v času ilirskih provinc o Slovencih. Da so to narod, ki ne pozna ključavnic, pa ne zaradi tega, ker bi bili nenapredni, ampak zato, ker jih ne potrebuje. Pravi, med njimi greš lahko po dnevi ali po noči s srebrnikom na odprti dlani in nihče ne bo niti pomislil, da bi ti ga vzel. Med temi ljudmi bi si želel umreti, živeti in biti pokopan. Kako lepo je opisal Slovence. Danes bi verjetno mnogi, če bi iskreno gledali na Slovence, ugotovili, da zelo radi jamramo, negodujemo in da vidimo predvsem slabo. In to zlasti pri drugih in tudi v naši državi in tudi v cerkvi. In vas povabim zdaj na začetku maše ob 30-letnici in zahvalo za 30 let naše samostojnosti in demokracije. V zahvalo tudi za vse tiste, ki so darovali svoje življenje za to samostojnost in demokracijo. Naredimo v svojih srcih en sklep, vsaj mi, ki smo tukaj. Vsak zase. Od danes naprej bom se trudil in bom gledal in iskal v svojem življenju, v življenju svoje družine, v življenju svoje vasi, svoje fare in svoje države. Najprej in predvsem dobro. Videl bom tudi slabo, si bom skupaj z drugimi prizadeval, da ga ne bo in delali bomo na tem, da bo v naši družbi več duhovne in materialne blaginje. Poglejmo zato v svoje srce, sestre in bratje, in obžalujmo svoje grehe. Tako, dragi prijatelji, drage Slovenke, dragi Slovenci, danes smo slišali, da ima Bog malo smisla tudi za humor v evangeliju. Če pogledate mene,
pa število mojih las, pa še koga izmed vas sodečega, ima Bog z nami zelo malo dela, ker imamo zelo malo in to hitro prešteje. Tisti, ki imate pa košate lase, z vami ima pa Bog več dela. Vidimo, kako svetopismo lahko tudi malo k veselju nagovarja, če tako človek pogleda. Ampak to ni poanta Božje besede, ki smo jo slišali. Poanta je nekje drugje. In sicer v tem, da Bog skrbi za človeka, za posameznika in za narode. In da vsi, ki se odpirajo Bogu in umevajo in odkrivajo to Božjo ljubezen in Božjo skrb za človeka, globoko v sebi čutijo to veliko resnico. Bog ne zapušča človeka. Tudi ko po človeški logiki je vse zapisano pogubi in propasti, pri Bogu se stvari obrnejo in naredi čudovito zgodbo. Vse to se je pisalo tudi za naš slovenski narod. Če dobro pogledamo našo zgodovino, bomo videli hitro nekaj dejstev. Vsi so nas hoteli malo odpisati v zgodovini. Vsi so nas imeli malo za svoje, v tem smislu, ker so nam hoteli dopovedati, da ne bomo preprosto uspeli, ampak je boljše, da sprejmemo njihovo zgodbo, njihovo teorijo in se jim priklonimo in zlijemo z velikimi narodi okrog nas. Tako so nas Avstrijci imeli za ne nemško govoreče svoje, Hrvatje so nas imeli za alpske Hrvate, Madžari so nas imeli za Vende in take so zgodbe iz naše zgodovine. In celo mnogi Slovenci so se tem zgodbam z veseljem pridružili in tudi podpirali vse tisto, s čimer bi se nas slovenski narod poistovetil z nečem okrog. Celo, če pogledamo zgodovino, so se tisti, ki so se v našem slovenskem narodu imenovali za napredne, so zelo vlekli slovenski narod k ne poistovetenju z lastno identiteto, ampak poistovetenju z identiteto vladajočih. In to je veljalo za čas Avstro-Ogrske, kakor čas obeh Jugoslavij. Edini, ki so si ves čas prizadevali, da bi Slovenci ohranili svojo narodno, jezikovno, kulturno in versko identiteto, ki so bile povezana skupaj v celoto in tvorile naš kulturni, narodni prostor, je bila cerkev in hvala Bogu tudi mnogo posameznikov in večina slovenskih družin. Bog namreč obrne drugače, kot človek načrtuje. In to smo slišali v Berilu. Kaj smo slišali v Berilu? En del zgodbe o tako imenovanem egiptovskem Jožefu. Spomnimo se, samo kratko bom povzel, da boste razumeli, zakaj gre. Jakob je imel 12 sinov. To je bil praoče Izraelcev. Ko se je boril z Bogom, je dobil celo novo ime. On sploh ni vedel, da se bori z Bogom, šele proti jutru, čeprav je boj opisan kakor telesni boj, ampak v resnici je šlo najbrž za duhovni boj, ko se je boril z Bogom. In celo jutro je imel tak intenziven odnos z Bogom, da sta se dobesedno prerivala. In zjutraj, ko ne spusti Boga od sebe, ne bo šel od mene, dokler ne boš povedal, kdo si, s kom sem se celo noč boril, on odkrije in se mu ta predstavi kot Božji poslanec. In takrat mu ta reče Jakobu, odslej ne boš več Jakob, ampak boš Izrael. No boš tisti, ki se bori z Bogom in zmaga. To je zelo močno sporočilo. In potem on dobi 12 sinov. 11 sinov se ukvarja tako kot velikokrat po družinah s tistem, kar so starši imeli, bili so pastirji. Najmlajši je bil pa doma pri očetu, ponavadi najmlajšega imajo starši zelo radi, pa ne bolj radi kakor druge, ampak zato, ker je mlad, drugi so pa že odrasli, tako kot ena naša gospa v moji fari reče, ko ima 4 otroke. Pravi, 3 že niso več moji, edin ta mala je še otrok, ki hodi v 6. razred, pravi, pa že ona več ni najina, ne? Tako v tem človeškem smislu. In med njimi se pojavi ljubosumje in ko oče pošle tega najmlajšega Jožefa za njimi na pašo, ga oni sklenejo umoriti najprej. Potem pa eden izmed njih reče, Ruben, zakaj bi ga mi umorili, pa nič ne imeli od tega, samo breme v svojem srcu, dajmo ga raj prodati. Bomo še nekaj zaslužili zdraven. In tako se je zgodilo. Najprej ga vržejo v suh vodnjak, potem pa pride mimo karavana in ga prodajo. In oni so mislili, da je zgodbe konec. Oče ugotovi, da je brez sina in joka in trpi celo svoje življenje.
včerajšnjem odlomku, če ste bili pri maši, ste slišali, kako gre potem v Egipt in mu Bog reče, sin, za katerega si mislil, da je mrtev, ti bo zaprl oči, ko boš odhajal z tega sveta. Kako močna človeška zgodba, ampak širšo vsebino ima. Danes smo pa slišali tisti odlomek, ki je tako nazoren in tako potreben razmisleka tudi v našem slovenskem narodu za celotno zgodbo naše zgodovine 20. stoletja. Ljudje, ki so naredili zločin, ki se pokesajo, in človek, ki ga je Bog obvaroval in ohranil pri življenju, čeprav je bil zapisan izginotju, pogubi in je bil prodan, se dobijo skupaj po Božji previdnosti in ko ti ljudje, ki jim je bilo žal in ko ta človek, ki je ohranil življenje po Božji previdnosti, dozori do take mere, da tem ljudem odpusti, se je začelo med njimi in za njih novo življenje. Kako močno sporočilo, sestre in bratje. Kako je treba priznati svoje slabosti, šibkosti, grehe, napake, zavoženosti, celo zločine, če smo jih naredili, in kako je potrebno z druge strani vedno biti odprt in privzdigniti in sprejeti to odpuščanje, podati roko vzajemnosti, če hočemo zaživeti novo življenje. In to velja za obe obdobji in točno veste, kateri imamo v mislih naše slovenske zgodovine. In tudi danes ob 30-letnici, da še malo poudarim, ko razmišljamo o tem, kaj imamo in kaj smo imeli prej, čutimo tudi eno zgodbo, ki jo Jezus nakazal v Evangeliju. Kako se dobremu potika slabo. Pravi, z Belcebubom rekli bodo, da izhajate iz hudiča, da ste slabo delali, da ste vse zamočili, da niste nič prida. In prav to se, sestre in bratje, v teh dneh in v teh letih velikokrat dogaja s tistimi, ki so leta 90 in 91 za samostojnost, suverenost in demokracijo slovenskega naroda bili pripravljeni storiti največ, kar so lahko naredili v tistem trenutku, vsak na svojem položaju. Od demokratično izvoljenega vodstva do tistih, ki so bili pripravljeni in to navdušeno. Tudi sam sem bil poklican in smo z navdušenjem šli, velika večina, braniti to demokracijo, to suverenost in bili pripravljeni dati za samostojnost in suverenost in demokracijo našega naroda tudi svoje življenje. In žal so nekateri tudi darovali svoje življenje, tudi dva iz vaše soseščine in še mnogi drugi. In ko se torej omalovažuje in podtika celo slabe namene takim ljudem, pomeni, da gre za sprevračanje resnice. Prav to, kar smo slišali v Evangeliju. Ampak Jezus pravi, tudi če bodo to delali, ne bojte se, zaupajte, verjemite, posnemajte učitelja. In jaz sem vas učitelj. Jaz vas vodim po poti resnice v življenje. Zato bodite ponosni, dragi krajani tukajšnjih vasi, zato kar ste v letih 90 in 91 naredili za našo samostojnost, demokracijo in tudi to, da sta dva vaša sinova, brata, očeta za samostojno in suvereno in demokratično Slovenijo darovala svoje življenje. Za konec bi pa rad zaradi nazornosti, ker kot župnik duhovnik si lahko to privoščim, gospod Kovšca si v govoru, ker je predsednik državnega sveta, ne bo mogel privoščiti ne take zgodbe, jaz si pa to lahko privoščim. Zgodba je pa jasna in nazorna. Doživel sem jo na lastni koži. Morda je kdo že slišal, ampak pripovedujem jo pa zato, da boste razumeli, kaj nam Slovencem manjka. Zlasti pa tistim, ki smo v letih 90-91 naredili tisto, kar je bilo potrebno narediti. Leta 2000 smo začeli uvajati v slovensko vojsko duhovno oskrbo. Najprej je bil sporazum narejen s katoliško in evangeličansko cerkvijo, potem sem bil jaz prvi zaposlen v slovenski vojski, najprej na upravnem delu. Zelo zanimivo je bilo, ni bilo nobene v tistih velikih zgradbah, nobene pisarne zamen primerne. Na koncu sem pristal v bivšem domu, dijaškem domu, vojaškem, tam od spodaj v telovadnici in sem bil še z eno gospo noter v eni veliki telovadnici, sva bila dva.
Počasi smo začeli urejati predpise, veste, Slovenci smo res predpisali, tisti, ki delate v parlamentu, zelo dobro veste, kako znamo in tudi drugi. Če ni drugega, se vam bo državni uradnik obesil na kakšen predpis, mimogrede, pa tudi če predpis iz časa Avnoja včasih slišimo še, da veljajo. Taki smo Slovenci in takrat je bilo treba tudi to narediti. Vse predpise, da je lahko nekdo prišel v Slovensko vojsko kot duhovnik. Ampak vsako leto je pa Slovenija že, ker smo se pripravljali na vstop v Severnoatlantsko zavezništvo, dobivala vabilo na letno srečanje glavnih vojaških duhovnikov in škofov Zveze NATO in Partnerstva za mir. Običajno so poslali dr. Čeparja, nekaterega poznate, ki je bil takrat delal na Ministrstvu za obrambo. Tisto leto so imeli pa že mene zaposlenega in so rekli, kaj če bi poslali pa zdaj našega župnika, našega očeta, ko ga že imamo. In so me poslali v Ženevo. Ampak niso me mogli poslati kot civilista, če je bilo torej srečanje vojaških duhovnikov in škofov. In so me hitro poklicali na vojaške vaje za en teden, mi pripravili potne naloge za v Ženevo, šel sem z vlakom, dali so mi uniformo s srebrnimi podpolkovniškimi čini, tisti, ki ste bili v vojski, to veste, kako je takrat izgledalo, ker je bilo moje telo takrat še bolj na liniji, je bila čist konfekcijska številka 42, čisto ta prava. Šel sem hitro še v trgovino po 2 križčka, da sem ga dal takole na uniformo in razen znaka pripadnosti Slovenske vojske na uniformi nisem imel. Tak sem šel tja, pridem in hitro sem se videl tam v Ženevi z kanadskim in angleškim glavnim duhovnikom. No in potem pride v debati, pijemo, da bom povedal, kaj smo pili tam v lobiju, malo pivo smo pili. In pride takole po stopnicah dol ameriški admiral. Črnc v beli mornariški uniformi, vidite ta kontrast, to je bilo zelo kontrastno. Nimam nič proti črncem, ravno obratno, zelo cenim in spoštujem vse ljudi, vseh barv in ras. In pride dol, one dva je že poznal, mene ni poznal in sem točno videl, da mene gleda. In pride k meni, one dva me predstavita, pa ni razumel točno, kje je Slovenija. In mi reče, Fader, kje pa je ta Slovenija? In jaz sem edinkrat v življenju takrat povedal naslednje in imenoval bivšo državo, iz katero smo išli, od takrat naprej ni nikoli slišal nihče. Sem rekel, to je pa država, Severna republika bivše Jugoslavije, ki je zdaj samostojna država, in sem točno videl, kako je on začel mene čudno gledati, tako na nek način zviška. Potem pa še vedno ni razumel, pa mu rečem, to je država med Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Jaz sem imel takrat občutek, on še vedno ni razumel, kje je Slovenija, pa je bil izobražen, glavni vojaški duhovnik, ameriški admiral, glavni duhovnik za mornarico. Sem imel občutek, kako on na mene vzviško gleda in me je povezal, ko sem omenil bivšo Jugoslavijo, z Miloševićem, z vojno v Bosni, s Kosovom, z pokolom v Srebrenici. In tako smo celo konferenco, ki je trajala en teden, živela na eni distanci. No, potem naslednje leto je bila pa v Štrasburu ta konferenca, uradno sem bil že v Slovenski vojski kot prvi vojaški duhovnik s srebrnimi polkovniškimi čini, uniformo že narejeno po meri, kot se spodobi. Ker sem veteran vojne za Slovenijo, sem seveda imel tudi našitek veteran, slovensko zastavo, našitek generalštab smo takrat nosili še. Tukaj smo imeli tak obesek z duhovno oskrbo, na duhovni oskrbi je poseben znak. Potem še 2 znački SVN, Slovenska vojska, lepo 2 križa. Mislim, da sem imel že tudi medaljo, tisto za udeležbo v Slovenski vojski, tako da vojak brez medalje ne je malo čuden. Torej sem imel, sploh pa če ima še kakšen čin. In v Štrasburu sem točno videl podobno situacijo, kot je bilo prejšnje leto v Ženevi. A tega ameriškega glavnega kaplana mornariške vojske v beli uniformi črnca pride k meni, proti meni in me gleda in je videl, da sem drugačno kot prejšnje leto. In se pozdravlja in začne spraševati, Fader, kaj pa to? In mu povem z napise značke, pa pravi, kaj pa pomeni tole veteran? In jaz mu rečem, to pa pomeni, da sem udeleženec vojne za Slovenijo.
In veste, kaj je on takrat naredil, da boste razumeli? On je stopil 2 koraka nazaj, se postavil v položaj mirno, mi salutiral in rekel: oče, čestitam. Če si ameriški vojak kaj želi, je, da bi sodeloval v vojni za neodvisnost Amerike. Razumete, kam je šel? Ali pa da bi kjerkoli po svetu za Ameriko in za ameriško demokracijo in za ameriške vrednote se boril in dal tudi svoje življenje. Čestitam. In to je govoril s solzami v očeh. In tudi meni so takole kocine šle gor. Tako da, veterani in veteranke, ne pozabite tega. Potem pa se obrne na znak vojaškega vikariata. To je pa tak znak poseben. Imam številka 745, potem je knjiga in na njej križ. In reče, kaj pomeni 745, da je toliko vojaških duhovnikov v Slovenski vojski. To je pač ameriški način razmišljanja, tam jih je par tavžen. Pa rečem, ne, to pa leto, približno leto, ko sta bila krščena naša slovenska karantanska kneza Gorazd in Hotimir. Naši voditelji so postali kristijani in po zgodovinskem pojmovanju se to smatra, da je cel narod vstopil v to krščansko zahodno kulturo. 745, ko smo mi imeli svojo državo. In veste, kaj to pripovedati Američani, kako so jih odkrili, se veste, kaj so te ameriške zgodbe, ne bom podrobnosti. Jaz sem imel kar tak dober občutek, veste, kot da bi mi pritiskal na gas, kot rečemo po domače, jaz sem rastel, on pa se je manjšal, ravno obratno kot prvo leto. In potem reče, kaj pa knjiga? Sem rekel, ja, to je pa še boljša zgodba. Mi smo imeli 13. narod na svetu, imamo prevedeno celotno svetopismo v svojem jeziku. In to je znamenje našega pismenstva. Najkasneje v 10. stoletju imamo mi že znanstvene tekste, znanstvena besedila zapisana v svojem jeziku, to so bližinski spomeniki. Kako naj ne bi bil ponosen? Od takrat naprej me je on, vsi ameriški generali, ne samo vojaški, in tuji generali so me jemali za sebi enakega. Zato, ne zato, ker sem bil iz Slovenije, ampak zato, ker so čutili, da sem ponosen, da sem vesel tega, kar sem, da sem ponosen Slovenc in kristjan in duhovnik in takih drž, drage sestre, dragi prijatelji, dragi državljani tega raja pod Triglavom, takih drž nam primanjkuje. In s ponosnimi, kako bi rekel, zdravimi in veselimi ljudmi, ki jih srečaš, je vedno prijetno se pogovarjati. In tudi, če smo različnih prepričanj in nazorov in celo različnih ver, se da čudovito pogovarjati. Ker se pogovarjata dva samostojna, kot rečemo s tujo besedo, tudi suverena človeka. In za zaključek bi rad rekel še tole, kar večkrat ponovim. Meni so se zgodile čudovite stvari in zato nimam razloga, da bi bil žalosten, da bi jamral, da bi negodoval, da bi se pomiloval kot moški, kot Slovenec, kot kristjan. Kaj se mi je zgodilo? Ko bom govoril za sebe, morate vi pa, zlasti pa ženske, pa iti na žensko varianto, da ne ste mislili, da kaj šovinističnega hočem. Poglejte, rodil sem se v tem lepem raju pod Triglavom. Rodil sem se staršem, ki so me vzgajali v krščanskem duhu, v veselega kristjana in ponosnega Slovenca. Mi smo že od malega govorili o tem, da bi bilo fajn, da bi bila nekoč Slovenija samostojna. In kaj šele demokratična. Starši so mi izročili vrednote in vero. Pozneje me je Gospod poklical v duhovništvo in torej, kaj imam lepšega kot to? Da sem Slovenec, da sem moški, da sem katoličan in da sem duhovnik. Ni razloga za jamranje, ampak ravno obratno. In takih drž, sestre in bratje, se moramo nalesti. Vsi. Zlasti pa mi, ki imamo v svojem srcu vero. Veren človek mora biti v tej družbi, v katerem je neke vrste sol in kvas. Ali pa lučka. In čeprav včasih kdo preveč soli vrže, pa preveč sveti,
pa koga to moti, nič ne de. Bo prišel čas, ko bomo znali to ceniti in bomo videli, da tega ne gre. In čim več takih suverenih, veselih, ponosnih žensk in moških, Slovenk in Slovencev, kristjanov in kristjank v naši slovenski družbi manjka. In naj bo drugače, kako je bilo do zdaj. Zdaj pa se v skupnih prošnjah obrnimo na našega dobrega in ljubečega Boga, ki ljubi Slovenijo, in ga prosimo.